Lipovšček je dolgoletni novinar, komentator, urednik in publicist. Za Radiotelevizijo Slovenija je poročal in snemal različne oddaje ter dokumentarne reportaže iz mnogih držav sveta. Med drugim je bil tudi dopisnik iz Združenih držav Amerike in Kitajske. Pogovarjala se bova predvsem o slovensko-ameriških in slovensko-kitajskih odnosih. Preveč je vsega, da bi vse navedel pri bibliografiji, ampak pojdiva najprej na Združene države Amerike. Konec 80-ih let ste za Delo poročali o člankih, ki so v vplivnih ameriških medijih hvalili Slovenijo. Hvalili so dosežene ekonomski razvoj in reforme, ki so se takrat izvajale v Sloveniji. Celo Wall Street žurnal, vodilni ameriški časopis ameriškega kapitalizma, je leta 1988 Kučana imenoval za najnaprednejšega komunista na svetu. Kaj so Združene države Amerike tedaj pričakovale od Slovenije, saj je CIA 2 leti zatem, leta 1990, tudi javno napovedala razpad Jugoslavije. Tu mislim na članek Davida Binderja v New York Timesu, Jugoslavia seen breaking soon. Ta ocena pa gotovo ni nastala kar čez noč. No, absolutno ne. Jaz se še danes zelo živo spomnim tistega New York, Washington. Jaz se absolutno spomnim, kako je Wall Street žurnal na prvi strani prinesel članek o Jugoslaviji oziroma o Sloveniji in jo je imenoval Communist Paradise, to pomeni komunistični paradiž. Tako, komunistični paradiž, vse v superlativih. In kako je to najbolj napredna in liberalna država, ki ima velik vpliv na potek reform v Jugoslaviji. To se je seveda potem pokazalo, da ni res. Razkorak med Slovenijo in ostalo Jugoslavijo, predvsem Srbijo, se je seveda večal in prišlo je do krize. In ta ocena vendarle Wall Street žurnala je pa absolutno prišla v anale in v zgodovino. Spomnim se, da me je David Binder, ki je bil dopisnik mnoga leta New York Timesa iz Jugoslavije, iz Beograda, poklical v Washington, to je bilo 90. leta, enkrat to je bilo septembra, in me povabil na nek sprejem v njegovo hišo, zdaj se spomnim, imel veliko leseno hišo v Washingtonu in je povabil številne tudi njegove prijatelje iz New York Timesa in tam imel me je za, bom rekel, skoraj da prijatelja, ker on je bil v Beogradu, in je pokril takrat tudi Jugoslavijo iz Washingtona sicer in je rabil informacije iz Slovenije in me večkrat povabil, so se velikokrat srečevala v Washingtonu. In spomnim se zelo živo, kako mi je razlagal, da bo Jugoslavija razpadla, da ima samo še nekaj let, da je praktično bo prišlo do kraha, do državljanske vojne in tako naprej. Skoraj da mu nisem to verjel in potem, čez en mesec dni kasneje, zagledam v New York Timesu članek, CIA predvideva, Jugoslavija bo nehala delovati kot federacija v enem letu, razpadla bo po 2 letih, skoraj da do meseca točno so napovedali razpad Jugoslavije. No, seveda, Združene države takrat niso bile pripravljene na razpad Jugoslavije. Bushova administracija si je prizadevala, da ne bi prišlo do pretresa v vzhodni Evropi. Njen cilj je bil, da ne bi razpadla Sovjetska zveza, ne zaradi ljubezni do komunizma, ampak zato, ker so bali, da če razpade Sovjetska zveza na več držav, bo več držav dobilo strateško atomsko orožje in to bi bistveno povečalo nevarnost nekega svetovnega jedrskega spopada. In zato so si oni do zadnjega trenutka prizadevali, da Jugoslavija ne bi razpadla in da bi se praktično razpad Jugoslavije je bil v funkciji dogodkov v Sovjetski zvezi. In šele, ko je Sovjetska zveza razpadla, potem so se Američani zelo postopoma in polagoma praktično
začeli ukvarjati z Jugoslavijo in so se sprijaznili z idejo, da Jugoslavije pač ne bo več, čeprav so evropske države o tem mnogo prednjačile. No, recimo ameriški ambasador v Jugoslaviji Warren Zimmermann je svoj spominik kot glavnega krivca za razpad Jugoslavije označil Slovenijo. Ni bil edini. Je ameriška politika temeljila na takih ocenah, so zato neformalno Markoviću dovolili, da disciplinira Slovenijo. No, brez dvoma, jaz se spomnim, jaz sem bil kot dopisnik povabljen iz Amerike, povabljen na eno predavanje, ki ga je imel v Washingtonu, v Carnegie Endowment for Peace v Washingtonu, Warren Zimmermann, ki je govoril o razpadanju Jugoslavije in kjer je kot glavnega krivca navedel Slovenijo, češ da je Slovenija egoistična, nacionalistična, da bo prišlo do velike tragedije in da si bodo Združene države Amerike do konca prizadevale, da ne bi prišlo do razpada Jugoslavije. No in v Bushevi administraciji sta obstajale seveda več struj in ena od glavnih struj je bila struja, ki jo je vodil Igelberger, to je bil bivši ameriški ambasador v Jugoslaviji v Beogradu, ki je zelo dobro poznal Jugoslavijo, bil kasneje tudi prijatelj od Miloševića in on se je zavzemal za to, da Jugoslavija ostane celovita država, da ne pride do njenega razpada in to vejo v ameriški administraciji je vodil Warren Zimmermann. Mislim, to je bistvo tega. Jaz se spomnim, ko je Ignac Golob, ki je takrat še ni bil ambasador, to je bilo že po razpadu Jugoslavije, ko nas Američani niso dolgo časa hoteli priznati, hodil v Washington k Igelbergerju lobirati za to, da bi nas priznali. Seveda, glavni lobist je bil zunanji minister Rupel, ki je bil stalno velikokrat v Washingtonu in lobiral na vse mogoče strani, ampak bil je tudi Igelberger in Ignac Golob in jaz se spomnim, jaz sem takrat zbiral material za doktorat in sicer o Amerika in Versajskem mirovni sporazum oziroma kako so Američani vplivali na prekrajanje mej na našem Sloveniji na Versajski mirovni konferenci. No in prišel sem v ameriških arhivih do več zanimivih dokumentov in sicer do enega dokumenta, kjer so ameriški eksperti Inquiry, so se imenovali, ki so sodelovali na pariški mirovni konferenci in ki so pripravljali materijale predsedniku Wilsonu, prišli do spoznanja v eni od študij, da je Slovenija preveč različna od ostale Jugoslavije, da ima svoj jezik, svojo zgodovino, svojo vero, da je fizično ločena, da je pod vplivom nemške in deloma tudi italijanske kulture in da če bi prišla Slovenija v Jugoslaviji, bi bila večen kamen spotike, zato se niso opredelili, to je bila ena od prvih študij, zato da bi Slovenija pripadla k Jugoslaviji, ampak so se zavzeli za to, da naj bi Slovenija postala neodvisna država. To so sicer potem kasneje to tezo zavrgli, ker so ugotovili, da v tem primeru bi Slovenija kot zelo šibko gospodarska država padla takoj pod vpliv Nemčije in njihov cilj pa je bil preprečiti Drachnachosten, to pomeni Nemcem dostop do Jadranskega morja, zato so se te ideje odrekli. Ampak vendarle glavna teza je bila, Slovenija je preveč različna od ostalih narodov na tem področju in bi bila vedno kamen spotike in takšna država bi bila nestabilna in bi razpadla. Oni so napisali, da se mi v 20 letih. To sicer je bilo malo daljše, ampak pokazalo se je, da je bila njihova ta strategija točna. No in jaz sem to študijo dal Golobu in Golob je šel z njo k Igelbergerju, kot eden od argumentov je navedel, evo, že vi ste že ob koncu prve svetovne vojne trdili, da mi ne spadamo v to, da smo različni iz različnih zornih kotov, to pomeni upoštevajte
Danes vaši strokovnjaki so že takrat to pravilno ugotovili pred skoraj stoletjih. In Rigelberger je rekel, Bojda bil je tak debel, pa je tako se počohal, pa je rekel, mi smo se velikokrat zmotili, tudi tukaj smo se zmotili, zdaj se pa ne bomo in vas ne bomo priznali. To pomeni, ameriška administracija je bila takrat absolutno nastrojena proti temu, da bi prišlo do neodvisne Slovenije, predvsem zato, ker so se bali, da bi to imelo blazno negativen vpliv tudi na druge države in Sovjetsko zvezo, predvsem pa, da bi to vodilo v eno veliko vojno na področju Balkana, in Bush se takrat ni bil pripravljen ukvarjati z Jugoslavijo, on se je bil takrat osredotočil samo na Sovjetsko zvezo. No in zato je Amerika počasi sledila trendu, šele ko je Nemčija se opredelila, da nas bodo priznali, in bojda takrat, ko so se Nemci, ko je Genscher sporočil v Washington, da bodo Nemci priznali Slovenijo, neodvisno Slovenijo, se je bojda, kot sem prebral, zunanji minister Baker zelo razhudil in bil zelo jezen, češ kaj zdaj Nemci tukaj solirajo, Nemci nam bodo podrli vse naše strateške načrte in to bo pripeljalo destabilizacije celotnega tega centralne Evrope. No in potem, ko so se tudi po Nemčiji tudi ostale države začele postopoma, so uvideli, da ta federacija takšna, kot je z Miloševićem, in s tem ne bo mogla obstati, da bo to neka nova diktatura. Oni so takrat dajali prednost celovitosti države pred samoodločbo. No, ampak pa so se oni postopoma tega odpovedali in zato so Američani, potem ko so praktično vse evropske države priznale aprila 1992, vendarle priznali tudi neodvisno Slovenijo. Zelo dobro ste poznali tudi razmere na Bližnjem vzhodu. Na začetku kariere ste bili tudi poročevalec iz Irana. Med drugim ste tudi napisali knjigo Iran proti Iranu. Ne? Kako so Združene države Amerike videle problem Jugoslavije v kontekstu svoje tedanje svetovne politike, zlasti na Bližnjem vzhodu in prve iraške vojne? Američani so bili tam prisotni na Bližnjem vzhodu vse vrsto let, predvsem zaradi nafte in dejstva, da bali so se, da bi Sovjetska zveza lahko posegla po tem področju. Oni so takrat dobili 2/3 nafte z področja Bližnjega vzhoda in Iran je bil njihova glavna postojanka. In jaz se spomnim, ko sem bil dopisnik v Washingtonu, sem se večkrat sestal z Zbigniejem Bžežinskim, ki je bil sekretar za nacionalno varnost v Carterjevi administraciji v času 1979. leta iranske revolucije, in sem ga direktno vprašal, kako je on, a bi danes isto na podoben način reagiral, kot je takrat reagiral v zvezi z Iranom, ko so Američani pač poskušali silo, pa jim to ni uspelo, zadržati padec šahovega režima. Ne, je rekel, morali bi se sprijazniti, morali bi voditi drugačno politiko. Je rekel, to je bila moja največja življenjska strateška napaka. To pomeni, da so branili šahov režim, da niso ugotovili, katere so tiste sile, ki bodo vrgle šaha. In kot je dejal, se mi prej rekel, profesor Zdenko Rotar, dejstvo je, da niso ugotovili niso spoznali dušo naroda in so povsem napačno ocenili položaj in so izgubili Iran in potem so se pa Američani močno zasidrali na področje ostalih držav Bližnjega vzhoda in moram reči, da so naredili eno strateško zelo pomembno napako, ki ima še danes posledice na delovanje na celoten Bližnji vzhod. Namreč podprli so najbolj konzervativne in nazadnjaške režime, Savdsko Arabijo in tako naprej. Vse progresistične, liberalne režime
kot so bili Egipt, Irak in tako naprej, Sirija, zato ker so pa jih vzeli za sovražnike, ker so se zavzemali za tako imenovani arabski socializem. Beseda socializem, to jih je najbolj motilo in so seveda oni praktično se zvezali z najbolj konzervativnimi silami in to je vodilo do tega, da so ta nesorazmerja ostala na tem področju do današnjega dne. Jaz mislim, da te dogajanja na Bližnjem vzhodu niso imela kakšnega bistvenega vpliva na Jugoslavijo, no do določene mere že, ker Jugoslavija je bila v velikem pretežnem času ena od glavnih držav voditeljic gibanja neuvrščenih. Tito je imel odlične odnose z arabskimi temi progresisti, predvsem z Nasserjem in tukaj je prišlo Izrael. Bili smo na začetku prijatelji tudi Izraela, potem smo se seveda skregali, no in tako da Jugoslavija je bila relativno skozi vpeta v to dogajanje na Bližnjem vzhodu, skozi dejavnost neuvrščenih in skozi sodelovanje z Egiptom, predvsem z Nasserjem, ampak kakšnega neposrednega vpliva pa dogajanje na Bližnjem vzhodu na Jugoslavijo pa po mojem mnenju ni imelo. Ali so v Združenih državah vedeli, da je Jugoslavija evropski problem, ne? In ga lahko prepustijo, da Evropa rešuje ta problem, kot so samozavestno izjavljali tudi nekateri evropski politiki. Ali so v Ameriki zgolj privoščljivo čakali, da nastajajoča Evropska unija pokaže svojo nemoč in da bo še naprej odvisna od Združenih držav Amerike? No, mislim, da ena in druga teza, mislim, da drži, da so Združene države Amerike prepustile reševanje krize v Jugoslaviji in tle na Balkanu in jugovzhodni Evropi, predvsem Nemčiji, ker so se one usmerile predvsem na globalno, usmerile so se predvsem na Sovjetsko zvezo in takrat je bilo deloma tudi že na Kitajsko. In so mislili, da bodo to Evropejci rešili, no ampak potem se je pokazalo, da to ni mogoče in mislim, da je bilo tukaj ena privoščljivost Američanov, češ Evropejci brez nas ne morejo nič storiti in ta odvisnost, strateška odvisnost države Evropske unije in sploh Zahodne Evrope od ZDA se je začela predvsem z jugoslovansko krizo, ko se je pokazalo, da Evropa ni sama sposobna brez Združenih držav Amerike rešiti prav nobene krize v Evropi. Nekaj ste že o tem rekli, ampak zakaj so se Združene države Amerike potem vendarle odločile, da priznajo Slovenijo in kako so se potem po vašem odvijali slovensko-ameriški odnosi? No, v zadnjih 30 letih. Jaz se spomnim, ko so Združene države Amerike aprila priznale 92 neodvisno Slovenijo, smo bili povabljeni v Belo hišo, sem bil tam kot dopisnik, v ovalni sobi Bele hiše, bil je tam predsednik George Bush in je dejal, evo, dajem vam roko, Slovenija vas je priznala in je rekel, Amerika vas je priznala in je rekel, se morate zahvaliti predvsem vaši prodornosti, vztrajnosti, ampak tudi številnim prijateljem, ki jih imate v Zahodni Evropi in v Združenih državah Amerike. No, treba je povedati, da Združene države Amerike so zaradi vzrokov, ki sem jih že na začetku povedal, zelo postopoma se sprijaznili z idejo neodvisne Slovenije, ampak mi smo pa v Ameriki vendarle relativno močan lobby. Ne samo, da je zunanji minister hodil in drugi politiki slovenski lobirati v ZDA, pa da smo mi neke evropske politike imeli, recimo Alojza Moka iz Avstrije, zunanjega ministra, ki je bil zelo naklonjen Sloveniji in je tudi lobiral v Združenih državah, ampak imeli smo tudi slovenske izseljence, ki so bili zelo dejavni in člane kongresa. To je bil najmlajši član kongresa Denis Ekart, potem je bil kongresnik Oberstar, potem je bil senator Vojinović,
senator Harkin, to so bili vodilni ljudje, ki so v kongresu znova in znova, to je bilo jeseni leta 1991, postavljali na dnevni red vprašanje priznanja Slovenije in tudi Hrvaške in ostalih držav, ampak predvsem tudi Slovenija. Tukaj se je zelo zavzemal Denis Ekart, kongresnik, najmlajši, in jaz mislim, bile so v kongresu sprejete številne resolucije. V to igro se je vključil potem tudi vodja republikanske večine v ameriškem kongresu, takrat je bil Bob Dole, ki se je pripravljal potem na predvoljivno predsedniško tekmo in je on tudi spravil skozi senat par resolucij, ki so zahtevale priznanje tudi neodvisne Slovenije, tako da je bil ta pritisk strani kongresa. Drugič, naši izseljenci, moram reči, da so bili zelo aktivni. Spomnim se, njihovega voditelj je bil takrat Edmund Turk iz Clevelanda, ki je bil zelo aktiven, pošiljali so stalna sporočila in telefonska in pisma, zasipati Belo hišo z pismi in zahtevami, naj Združene države Amerike že priznajo neodvisno Slovenijo. Tako da tukaj je bilo, jaz mislim, en koordiniran pritisk, prvič Zahodna Evropa in evropske države, ki so se sprijaznile, ki so priznale neodvisno Slovenijo, potem ko ameriški kongres, potem pa tudi naši seljenci in dejstvo, da je takrat razpadla že Sovjetska zveza, da se ZDA niso več ukvarjale samo z vprašanjem Sovjetske zveze. To pomeni, prišlo je do enega zanimivega okna, bom rekel, mi smo priznani bili v trenutku, ko so se vse te silnice združile. Več silnic je bilo nam naklonjenih, da je do tega prišlo, sicer absolutno se to ne bi zgodilo. Izkoristili pravi zgodovinski trenutek. Tako. No, ampak zdaj je 30 let že Slovenija samostojna, ne? Koliko pa so se Združene države Amerike v teh 30 letih vmešavale slovensko notranjo politiko, ne? Vemo, da je zlasti ambasador Joseph Museli, ne, dokaj neprikrito tudi javno posegal v slovensko notranjo politiko. S pomočjo slovenske desnice je recimo postavil spominsko tablo spomin slovenskim žrtvam totalitarnih režimov, to na ograji ameriškega veleposlaništva v Ljubljani. Obstajajo tudi domneve, da so Združene države imele pomembno vlogo pri tem, da Janković po zmagi na volitvah ni mogel sestaviti koalicije. No, jaz mislim, veste, Združene države Amerike se, čeprav so absolutno, zdaj, ko je bilo obtožili Rusijo, da se je vpletla v predsedniško bitko v Združenih državah Amerike, to že dvakrat, ampak vendarle one se vpletajo praktično vse države po svetu in nas imajo v Washingtonu, hočemo ali ne, mi smo mehna, za njih nepomembna država, oni so se vpletajo v vse države in mi smo za njih neke vrste, hočemo priznati ali ne, vazalna država, na katero pač včasih pogledajo, včasih pa ne, kakor jim to ustreza. No in ta Musumeli, ki je bil praktičen primer tega, da se je direktno vpletal v naše notranje zadeve, tako kot se ameriški ambasadori, diplomati vpletajo v notranje zadeve, recimo latinsko-ameriških ali pa južnoameriških držav, no pa vendarle Južna Amerika je v ameriški ekskluzivni interesni sferi, Slovenija je pa vendarle del Evropske unije, tukaj je tudi Nemčija in tako naprej, druge države, tako da tako direktnega vmešavanja jaz mislim, da ni prišlo, je pa seveda dejstvo, oni imajo CIA, ki ima neke svoje naloge, ki izvršuje neko svoje poslanstvo, ki pa ni vedno v funkciji politike Združenih držav Amerike. Eden od velikih madežev ali pa slabosti ameriške demokracije je, da je prišlo do neke vrste osamosvajanja obveščevalnih služb. Oni imajo, mislim, da 16 ali nekaj takega obveščevalnih služb, CIA je to seveda najbolj razvpita, in da te obveščevalne službe delujejo kar po nekem svojem principu, da praktično, da jih
legalni organi oblasti ne nadzorujejo več v celoti. To se je pokazalo od tega takrat, ko je prišlo do atentata na predsednika Kennedyja, za katerega zdaj praktično vsi že trdijo, da ga je organizirala celo CIA, do tega, da je pa CIA potem ona ustvarja neke določene predpogoje za ameriške intervencije povsod po svetu, ki pa niso nujno v funkciji ameriške zunanje politike. Tako da jaz mislim, da Američani, po mojem mnenju, se brez dvoma upletajo, ampak oni imajo še eno drugo stvar. Njim se ni treba tako neposredno upletati, zato ker igrajo tudi tako imenovano mehko moč. To je pa ameriška kultura, ameriško potrošniška družba, ameriški način življenja, liberalizem in tako naprej. Skratka, tukaj je veliko stičnih točk, da ni treba, jaz mislim, Američanom, da bi neposredno in grobo se upletali, čeprav jaz mislim, da imajo neke svoje strateške račune, tudi v Sloveniji, kdo naj bo na oblasti in kdo ne. Recimo, da jasno je, da si levičarjev ali skrajnih ali pa levice tega ne želijo, ker to bi pomenilo, da bi se začela da bi začela ta vlada, ki bi bila pod njenim vplivom, dvomiti o Ameriki, jo kritizirati in tako naprej. Kaj pa je pripeljalo do odločitve, da so Združene države Amerike intervenirale v Bosni in Hercegovini in da se je ustavila ta vojna? So bile to prihajajoče volitve za Clintonov drugi mandat ali kaj drugega? Zakaj so podobno naredili v primeru Kosova in ga v nasprotju z zadržki do Slovenije priznali in se tudi potrudili, da dobi širše mednarodno priznanje v primeru Kosova? No, mislim, v primeru Bosne in Hercegovine so dolgo časa oklevali. Moram reči, da se Američani niso hoteli vplesti v to zadevo. Jaz se spomnim, ko je prišlo do napada tam je bila tržnica v Sarajevu, kjer je bilo ne vem koliko mrtvih, je Clinton sploh niti, predsednik Clinton se ni zanimal, zato je šel tisti dan, ko so vsi pričakovali, da bo Amerika nekaj ostrega storila, je šel igrati golf in se zato ni zanimal. Skratka, Američani so ocenili, da je to nek balkanski klopčič nerešljiv, ki se ga ne da rešiti, ampak mogoče samo presekati, kot je gordijski vozel. Skratka, to je bilo dejstvo. No, ampak potem, ko se je pa pokazalo, da bo ta vojna v Bosni in Hercegovini ne samo, da je dobila razmere skoraj da genocida, da se je to razpletevalo, da bo destabilizirala celoten ta področje in tudi južno krilo NATO pakta, ki je pa zelo pomembno strateško bilo zaradi Rusije, in ker se je pokazalo, da Evropa sama ni sposobna rešiti, tudi Nemčija ne, so se potem upletle Združene države Amerike in prišlo je potem, ni naključno, da so bili Daytonski sporazumi sklenjeni v Združenih državah Amerike. Skratka, pokazalo se je, da Evropa ni sposobna sama rešiti nobene evropske krize, kot je tudi danes v zvezi z Ukrajino se kaže, da Evropa praktično nima neke strateške avtonomije, ampak da samo sledi ameriški politiki in zato je prišlo tudi v Bosni in Hercegovini do nekega postopnega vpletanja Združenih držav Amerike in do tega, da so potem celo, da je NATO in Američani so celo bombardirali Srbijo in Beograd. Do tega je prišlo. No, ampak potem se je pa še pokazalo nekaj, da so pa poskušali seveda Američani preprečiti Rusiji, ki je takrat se malo že opomogla in začela podpirati Miloševića in Srbijo, so ugotovili, da morajo se vključiti, da ne bi prišla Rusija na to področje, da Srbija ne bi padla neko izključno rusko interesno sfero. Zato so začeli podpirati tudi dogajanje oziroma nemire oziroma osvobodilno fronto Kosova, ki se je borila za neodvisnost proti Srbiji in to je do postopnega tega je prišlo in so seveda dali tukaj pa prednost
seveda samo odločbi pred integriteto držav. V našem primeru slovenskem so branili integriteto Jugoslavije proti samo odločbi, v tem primeru so pa obrnili stališče in začeli zagovarjati samo odločbo proti celovitosti države. In seveda zdaj se je zgodilo to, da je seveda Kosovo najbolj proameriška država na tem področju, da imajo tukaj eno največjih baz, skratka, da so dosegli, da Rusija ni dobila ekskluzivne te cone interesne na področju Balkana. Jaz mislim, da je bilo to vodilo ameriške politike. Kako pa vidite današnje odnose, ameriško-slovenske odnose? Smo leta 2022. No, te odnosi so, kolikor se lahko vidi, so seveda relativno, bom rekel, relativno dobri, glede na to, da smo vsi v NATO, ki ga vodijo Združene države Amerike, vendarle tukaj so velike oscilacije. Mislim, da prvo presenečenje je poskrbel predsednik vlade Janša, ko je čestital predsedniku Trumpu na zadnjih predsedniških volitvah, ga je zmagal, čeprav še zmaga niti ni bilo jasno, kdo je zmagal, ga je on kar določil, da bo predsednik in obtožil Bidena, da bo najbolj šibak predsednik v ameriški zgodovini, kar se sedaj kaže absolutno kot zmota, da to ni res in to je seveda vpliv, to ima seveda vpliv na slovensko-ameriške odnose. Še posebej Biden, kot sem prebral, kot je bilo videti, on kot star človek je tudi pravijo zamrljiv, da to ne pozabi, skratka, to ima neko težo, ampak smo pa vendarle vsi člani NATO zveze, ki jo Američani zdaj rabijo in seveda, mislim, to vpliva na določeno, na to, da sodelujemo, čeprav tega, kar je naredil Janša, seveda v Washingtonu še dolgo ne bodo pozabili.